Lep pozdrav vsem! Danes si bomo pogledali nekaj resnično vizionarskega, koncept mesta prihodnosti, ki nastaja, verjeli ali ne, prav pri nas, v srcu Slovenije. Poglejmo si BTC City 2.0. Vsi poznamo tisti občutek, kaj ne? Ogromen nakupovalni center, povsod trgovine, restavracije, gneča, skratka prizor, ki ga srečamo praktično povsod po svetu. Ampak, kaj če bi ta prostor, ta, recimo, skupek betona in stekla, naenkrat oživel, dobil svojo zavest? To je tisto ključno vprašanje, ki nas vrže iz nečesa poznanega v res osupljivo vizijo BTC Cityja 2.0. Ok, gremo globlje. Stvar je taka. Tradicionalna urbana središča, kot je recimo ljubljanski BTC, se soočajo z eno veliko krizo identitete. Zakaj? Ja, ker je spletno nakupovanje pač obrnilo vse na glavo. In postavlja se tisto res temeljno vprašanje, zakaj sploh še rabimo fizične prostore. In tukaj je ključna poanta. Ne gre samo za neko prenovo, neko posodobitev, sploh ne. Gre za popolno spremembo namena. BTC se iz prostora za potrošnjo, za nakupovanje, spreminja v prostor za doživetja. Vrednost ni več samo v tem, da nekaj kupiš, ampak v človeški interakciji. In zdaj se začne tisto res zanimivo. Kako ta vizija sploh oživi? Namreč ni zasnovana kot nek skupek stavb, ampak kot živ sistem, kot organizem, ki se odziva in razvija. Osrednji koncept se imenuje inteligentno urbano tkivo. Predstavljajte si, da mesto ni več samo neka pasivna kulisa za naše življenje. Postane aktivni partner, partner, ki se odziva na naše potrebe. V bistvu, ja, dobesedno oživi. Ampak kako točno diha to mesto? No, v samem središču je umetna inteligenca, nekakšno digitalno srce, ki uravnava vse. Energijo, promet, informacije. Stavbe niso več samo pasivno zavetje, so aktivni organizmi. Imajo fasade, ki proizvajajo elektriko in na njih, namesto reklam, vidimo umetnost in koristne informacije v realnem času. In ta ideja živega mesta seveda popolnoma spremeni tudi vlogo trgovine. Tiste globalne korporacije, ki jih vsi poznamo, tukaj ne delujejo več samo kot prodajalci. Sploh ne. Prevzemajo neke čisto nove, res nepričakovane vloge. Postanejo sodelavci. Poglejmo si par primerov, da bo bolj jasno. Apple ne prodaja več samo telefonov, ampak gosti nek laboratorij idej. Nvidia ne dela več samo čipov, ampak svojim podatkovnim centrom dobesedno ogreva mesto. Nike in Adidas ne tekmujeta več med sabo, ampak skupaj raziskujeta, kako lahko gibanje ustvarja energijo. In celo McDonald's, predstavljate si, postane socialni laboratorij, ki s pomočjo umetne inteligence predlaga hrano glede na bioritem posameznika. To ni več nakupovalno središče, to je ekosistem. Dobro, to so firme, ampak kaj to pomeni za ljudi? Poglejmo si, kako se na tej podlagi gradi en čisto nov način življenja, gibanja in povezovanja znotraj mesta. Tudi nekaj tako vsakdanjega, kot je prevoz od točke A do B, se popolnoma spremeni. Ne vpiše se več naslova, izrazi se namen, recimo potrebujem sprostitev ali rabim navdih, in avtonomno vozilo, ki s senzorji prepozna čustveno stanje, potem samo izbere in odpelje na idealno lokacijo za tisti trenutek. In mogoče je to celo najbolj napreden del te vizije. Cilj je nevidna tehnologija. Kaj to pomeni? Da je tehnologija tako integrirana v okolje, da je sploh ne opazimo. Zakaj? Da se lahko ljudje osredotočimo na medsebojno povezovanje, ne pa na strmenje v zaslone. Tehnologija torej služi človeku, ne obratno. In samo fizično okolje, to je res osupljiva mešanica narave in tehnologije. Zeleni stolpi, prekriti z rastlinjem, vodni kanali, ki uravnavajo mikroklimo, osrednji park, ki se raztega v več nivojih. In najbolj noro od vsega, vse to ima svojega digitalnega dvojčka, popolno virtualno kopijo mesta, ki omogoča simulacije in optimizacijo delovanja v realnem času. Dobro, ampak vprašanje je, kaj drži vso to kompleksno vizijo sploh skupaj? Na čem stoji? No, vse sloni na 3 ključnih stebrih. To so temelji, ki definirajo to novo urbano filozofijo. Ja, točno 3 osrednji stebri. Pa poglejmo. Prvi steber. Energetska neodvisnost. Mesto samo proizvaja vso energijo, ki jo potrebuje. Sončno, geotermalno, kinetično.
Drugi, digitalna inteligenca. Vse zgrajeno na varnih, decentraliziranih sistemih, kot je blockchain. In tretji, mogoče celo najpomembnejši, človeška povezanost. Gre za ustvarjanje prostora za dialog, za kolektivno ustvarjalnost in za skupna doživetja. In ta misel res popolnoma povzame duha celotnega projekta. Prihodnost ni nekaj, kar nas čaka, ampak nekaj, kar gradimo skupaj. Se pravi, ne gre za neko pasivno čakanje, ampak za aktivno, skupno ustvarjanje sveta, v katerem si želimo živeti. In to je res pomembno poudariti. BTC City 2200 ni mišljen le kot nek osamljen projekt v Ljubljani. To je v bistvu laboratorij. Živi laboratorij, katerega spoznanja in inovacije bi lahko postale model za urbani razvoj po celem svetu. In tako pridemo do konca, z enim vprašanjem, ki ostaja v zraku. Je ta harmonična sinteza človeka, narave in tehnologije res dosegljiva realnost? Ali so to samo lepe sanje, ena lepa utopija? No, zdi se, da bomo, kot pravi vizija sama, odgovor morali zgraditi skupaj.